Zdaj, profesor Rodič. Najlepša hvala, da bom pokazal še, kaj približno počnemo v Sloveniji na področju vesolja. Pred 3 leti je bil ustanovljen Center odličnosti, v katerem smo se zbrali tisti, ki na nek način smo se že prej ukvarjali na fragmentiran način z vesoljskimi raziskavami, ali to v okviru kakšnih manjših ESA projektov ali pa z industrijo. No, kasneje pa smo poskušali to na nek način ta znanja združiti in naredili program, kako naj bi se Slovenija počasi približevala ESI in na kakšen način naj bi vesoljske tehnologije uporabljali tudi v Sloveniji. Naš program se nekako deli na znanost, tehnologije in aplikacije, so tukaj narejene in zdaj videli boste, da se ukvarjamo predvsem z daljinskim opazovanjem Zemlje, meteorologijo, meteorologija v veliki meri tudi temelji na vesoljskih tehnologijah in astrofiziki. Poleg tega pa razvijamo satelitske tehnologije. Postavili smo infrastrukturo za satelitske komunikacije in pa seveda sodelujemo v vrsti mednarodnih misij, pa razvijamo laboratorije. Če bom pokazal približno koncept, na katerem poskušamo graditi, gre to za majhne satelite, s katerim želimo opazovati predvsem območja v jonsko-jadranskem delu Sredozemlja. In zdaj v ta namen, kot sem rekel, smo izgradili infrastrukturo in tole, kar se dogaja zdaj na animaciji, je že zelo blizu realizacije tudi. Antena, ki jo vidite na sliki, je že postavljena, satelit, ki smo ga izdelali, gre za majhen satelit, katerega masa je samo manj kot 70 kilogramov. In več ali manj bi vam rad samo nekaj od teh zadev pokazal, ki se dogajajo v Sloveniji. Se pravi, v svetu vesoljske tehnike se je na področju majhnih satelitov zgodila kar precejšnja revolucija. Komponente elektronske so postajale vse manjše, s tem tudi cenejše, in če to sestavite v satelit, potem te sateliti postanejo vse cenejši in na koncu koncev smo lahko dokazali, da si tudi Slovenija lahko privošči svoj satelit in z vesolja pogleda na svoje področje, pa še sodeluje z ostalimi državami, ki se vključujejo v to vesoljsko tekmo. Tako da zdaj vesolje ni več rezervirano samo za Ameriko in Rusijo, ampak več ali manj lahko tudi manjše države, ekonomsko šibkejše, vstopajo v to igro. No in mi smo se odločili, da to pokažemo na osnovi enega satelita, ki bo imel 2,8 metrov resolucije za opazovanje Zemlje. Kamere bodo imele 4 spektralne kanale, s katerimi bom pokazal potem, kakšne aplikacije lahko delamo. Poleg tega pa bo satelit imel tudi video visoke ločljivosti in kar je njegova posebnost, da bomo ta video lahko oddajali med samim preletom in bomo satelit takrat, ko bojo nad območjem naše zemeljske postaje, ga bomo lahko sami vodili interaktivno, kar pomeni skoraj kot z joystickom bomo lahko vozili ta satelit prek našega področja, ko bo v nizki orbiti. Takole izgleda v notranjosti ta satelit. Kot rečeno, večina komponent je takih, ki jih lahko danes kupimo skoraj na trgu satelitskih komponent. Nekaj pa sami razvijamo. No in to je pravzaprav ta centralni inštrument, okrog katerega je vse zgrajeno, se pravi teleskop, ki pa ga bomo v nasprotnem, kot so prejšnji moji predhodniki govorili, ki je bil usmerjen proti zvezdam, proti vesolju, ga bomo zdaj obrnili proti Zemlji in z njo opazovali to, kar se dogaja v našem okolju. Seveda ga je treba stestirati, tako da bo zdržal tudi vibracije takrat ob ustrelitvi. Gre sicer za precej občutljive instrumente, ki pa morajo seveda zdržati tudi obremenitve ob izstrelitvi. Tole je tale prizma, na kateri se vidni spekter potem razdeli v več kanalov. Tole pa so te komponente, o katerih govorim, osnovne komponente, s katerih je sestavljen satelit in pravzaprav kar precej cenen satelit, stane vsakega prebivalca v Sloveniji približno 1 evro. Zdaj, da bomo ta satelit lahko upravljali iz Slovenije, smo postavili zemeljsko postajo. Manjša antena, ki jo vidite tukaj na vaši levi strani, že deluje in postavljena na strehi elektrofakultete. Z njo pošiljamo ukaze na satelite, na drugi strani pa, ker bomo zajemali velike količine podatkov, vključno z videom in tako naprej, smo pa na Primorskem, v bližini Pomljana pri Kopru, postavili pa večjo anteno, ki ima premer 5 metrov in bo lahko zajemala tudi video tako interaktivno, kot sem prej rekel. Tole so slike izpred prejšnjega poletja, ko smo anteno sestavljali.
No, zdaj, ko je sestavljena, je potem pogledala takole, zdaj tale napis sicer ogled ne bo možen danes v 15:30, to je bilo za eno prezentacijo, ki sem imel ob dnevu Sredozemlja, ampak tako približno zdaj izgleda antena, ko je sestavljena in zaprta. Zdaj, z njo lahko komuniciramo s satelitom, ko je še nekje nad Severno Afriko, in kalibrirali smo jo na en satelit, ki ga najbrž veliko med vami tudi pozna, NOAA satelit, ki ima odprto strukturo in podatke na ta način, da smo lahko direktno iz ameriškega satelita pogledali, znamo slediti satelitom v nizki orbiti, a lahko anteno premikamo dovolj natančno, da bodo vsi podatki se dobro pretakali. In zdaj na desni strani lahko vidite tisto področje, ki ga naša zemeljska postaja vidi, se pravi nekje od Severne Afrike do Skandinavije, pa seveda potem tudi to na nek način radi okrog, tako da tudi vzhodno in zahodno kar daleč vidimo iz Slovenije in da lahko komuniciramo z velikim številom satelitov. No in ta naš zemeljska postaja, ki smo jo zdaj vzpostavili, je na nek način tudi vstopnica v to, da lahko sodelujemo z različnimi sateliti na mednarodni ravni. Ko preletimo slovensko, recimo, ko sateliti pridejo v nizki orbiti prek slovenskega ozemlja, lahko recimo pomagamo Estoncem njihove podatke pretakati. Potem v Nigeriji so izdelali, imajo satelit, ki so ga naredili v Veliki Britaniji, korejski satelit, Korejci so naredili za Dubaj satelit in tudi z njimi sodelujemo na področju izmenjave podatkov s Tajsko in potem tudi Brazilijo in Kitajsko. Zdaj, ena naših najpomembnejših nalog je, da te podatke iz senzorjev na satelitu lahko potem čim hitreje prenesemo do končnih uporabnikov. In to pomeni, da želimo s čim manj intervencijami človeka podatke, ki smo jih zajeli s satelita, potem prenesti prek radiometričnega procesiranja, umestimo v prostor in ponudimo kot neke vrste web aplikacije ali pa tudi za mobilne telefone, kot boste kasneje videli. No in katere v zadnjih letih smo naredili kar nekaj takih primerov, kjer smo hoteli pokazati, kako bi bilo za Slovenijo koristen ta pogled iz vesolja in kako lahko učinkovito gledamo na spremembe, ki se dogajajo pri nas. Tole je ena slika iz partnerskega satelita Rapid Eye, kjer smo opazovali sušo, ki je bila lansko leto v Vipavski dolini in zdaj na spodaj je tudi neka skala, ki vam kaže v zeleni barvi vse tisto, kar je recimo bodi si nezdravo rasti ali pa pozidano območja, pa vse tisto, kjer je vegetacija izredno zdrava in lahko na ta način potem gledamo, kakšne so posledice suše, kaj vse prizadela in na kakšen način je naše rastlinje prizadeto zaradi suše, ki se zmeraj bolj pogosto pojavljajo pri nas. Lahko smo opazovali tudi lansko leto, ko je bil požar v Črnem Kalu, tudi na nek način lahko potem glede suše in nevarnosti za požare ocenjujemo, kakšna je ta nevarnost, ko pa se zgodijo požari, pa lahko potem ocenimo škodo relativno hitro in ravno pogled iz vesolja nam omogoča hitro oceno škod. V okviru našega centra smo tudi opazovali madeže, ki so se pojavili v bližini naše obale in sicer v severnem Jadranu, so se širili oljni madeži, ki so jih puščale ladje zaradi balastnih voda in potem smo spremljali več ali manj, kaj se dogaja, kako se tem oljni madeži širijo in celo, katere so bile tiste ladje, ki so bile v tem območju, da bi našli potencialne krivce. Podobno z poplavami, takrat, ko so naše ljubljansko območje prizadele poplave, smo lahko zelo hitro iz vesolja ugotovili, kakšna je razsežnost teh poplav, in potem so naše zavarovalnice lahko križale podatke, ki jih imajo sateliti, z tistimi podatki, ki jih imajo zavarovalnicah za hitro oceno škod, ki jo pol rabijo za pozavarovalnice in tako naprej. Lahko tudi seveda opazujemo nelegalne gradnje iz vesolja, spremembe v okolju na različne načine. Ene izmed teh, ki smo jo pred kratkim tudi opazovali zelo natančno, so bile invazivne vrste. Mogoče med vami poznate tisti problem, ki je z japonskim dresnikom. To je ena invazivna vrsta, ki zelo hitro preraste vse ostale.
precej državah Evrope imajo kar precejšnje težave s tem, če se pojavi na parceli japonski dresnik, potem ta cena pade več kot za 30%. In ravno tako lahko iz satelita v različnih spektrih opazujemo Zemljo in potem na osnovi spektralnega odtisa tega detektiramo, kje je ta japonski dresnik raste in na ta način potem tudi celotno logistiko eventualnega borbe proti tej invazivni vrsti oziroma odstranjevanju lahko ocenimo ali pa lažje načrtujemo. Zdaj to ni čisto popolnoma 100% zanesljivo. Na desni strani vidite eno nivo, kjer ni japonskega dresnika, ampak seveda z neke vrste z več kot 90% zanesljivostjo pa lahko to odkrijemo in potem ocenjujemo škodo, ki je že zaradi tega nastala. Veliko se ukvarjamo tudi s tem, kako te podatke, ki jih pridobivamo iz različnih satelitov, potem povezovati s podatki, ki jih imajo različne vladne službe, tistem, ki jih generirajo različni drugi viri, kot so recimo ESA ima precej satelitov, ki se bojo zdaj pojavljali in nam dajali podatke, po drugi strani pa tudi moč množic, kako lahko posamezniki prispevajo te podatke, ki se potem povežejo z uporabniškimi. In v ta namen smo razvili eno platformo, ki se reče Geopedia, jaz upam, da jo nekateri med vami že uporabljate. Recimo v letošnjem letu je bilo več kot 800.000 obiskov na naši strani, kjer so si pomagali z različnimi podatki v prostoru glede tega. Tukaj na desni strani so pa potem, tole vidim, da je slika zelo, ni dosti ostra, ampak lahko bi naštel številne aplikacije, številna ministrstva, vladne službe, podjetja in interesne skupine bi lahko iz te platforme potem pridobivali podatke, ki so uporabni za njih. To Geopedijo kot platformo smo uporabljali tudi ali pa prispevali v akciju Čistimo Slovenijo, kjer je bilo precej, pravzaprav smo evidentirali več kot 15.000 odlagališč odpadkov in zdaj 6.000 od tega je bilo očiščenih takrat na osnovi teh podatkov, ki so bili v naši platformi. Razvoj, ki ga delamo v Sloveniji, je uporaben tudi za druge države in tukaj večkrat govorimo o tem, da je Slovenija zelo dobro testno območje in če se nekaj prime v Sloveniji, je potem tudi velika možnost, da če uspešno to razvijemo tukaj, potem prodamo drugam. In Geopedijo zdaj že uporabljajo v Veliki Britaniji, v Nigeriji, na Češkem in tako naprej. Ta razmer, kot sem že prej omenil, na hitro smo razvili tudi eno aplikacijo, s katero boste lahko vi prispevali, recimo, če se zgodi naravna nesreča, bodisi zaradi vetra, toče ali pa povodni, boste lahko naložili našo aplikacijo in ko boste na območju naravne nesreče, boste lahko na nek način slikali območje, hkrati pa se bo iz vašega mobilnega telefona avtomatično prenesla tudi vaša lokacija. Lahko boste vnesli tudi kakšne podatke, recimo velikosti zrn in tako naprej. In to se bo potem avtomatično naložilo na nek server, kjer bojo lahko specialisti tudi iz vaših podatkov izluščili še več detajlov o tem, kaj se je dogajalo med naravno nesrečo. In tako pomeni, da na eni strani bomo imeli satelitske podatke, na drugi strani podatke iz Zemlje, ki jih bomo zopet lahko križali in bomo lahko imeli neko mikro-makro sliko o tem, kaj se dogaja. Še za dolgo časa, potem, ko bojo recimo specialisti na Agenciji Republike Slovenije za okolje analizirali posledice nesreč, kaj se je zgodilo in preverjali, kako zanesljivi so bili podatki satelitov. V meteorologiji se ravno tako precej uporabljajo satelitski podatki. Naš center je šel tukaj kakšen korak še naprej s tem, da poskušamo sklapljati modele, ki so za onesnaževanje okolja zaradi tovarn ali pa različnih drugih onesnaževal, da potem to sklopimo z meteorološkimi modeli in ta fizikalno stanje ozračja potem skupaj modeliramo s kemijskimi vplivi. In na ta način, če obiščete našo spletno stran, že testno objavljamo napovedi in stanje vremena hkrati z onesnaževali, z različnimi delci onesnaževali v okolju, tako da to lahko na nek način že testno preizkušate, kako tudi v vašem okolju se spreminjajo razmere. No, tole je ena slika, recimo ozona. Kot rečeno, glede na to, da smo to infrastrukturo postavili,
seveda ne gradimo samo zato, da bi pokrivali v Sloveniji, ampak želimo biti s tem tudi za infrastrukturo, ki smo jo postavili, eni od pomembnih igralcev na tem delu Evrope, na jugovzhodni Evropi in kot sem že rekel, jonsko-jadranskem območju, kjer se zdaj pripravlja nova strategija in jaz mislim, da lahko mi pomagamo pri izvajanju teh strategij z tehnologijami, ki jih imamo, z vesoljskimi tehnologijami. Ne gre pa zdaj samo za opazovanje morskih območij pa tako naprej, lahko tudi precej natančno spremljamo, kaj se dogaja z našimi rekami. Tukaj je en primer, kako bo naš satelit, smo preverjali več ali manj v simulacijskem okolju, kako bo iz orbite sledil poteku reke. Tukaj približno, recimo smo od Zagreba do izvira Save več ali manj pogledali, kaj se dogaja in tukaj vidite zdaj 3 slike hkrati. Ena je to, kar gleda satelit, potem tukaj spodaj, kako se giblje po zemljevidu in tretja, kako kaže sliko. Zdaj, tole se seveda malo hitreje odvija, kot je med samim preletom, ampak med tem časom lahko delamo slike z multispektralno kamero in potem več okoljskih parametrov v okolici rek, ki so pomembne za naše okolje, tudi spremljamo. Velikokrat govorimo o tem, da vsak evro vložka v vesoljske raziskave lahko potencialno družbi prinese precej koristi. Te ocene so zelo različne, ampak s tem ne rečem, da je točno 7 evrov, ampak več ali manj mi verjamemo v to, da so te koristi lahko zelo velike. V našem centru jih poskušamo na eni strani realizirati prek komponent, ki jih izdelujemo, namreč ko izdelujemo celoten satelit, so se tukaj odprle tudi, smo zaznali določene tržne niše, na katerih bi naši strokovnjaki z našim znanjem lahko prispevali in tukaj čisto na spodje ena komponenta, temu, čemu rečemo microthruster za pogon zelo majhnih satelitov, ki bo lahko letelo v formaciji, nekaj podobnega bom pol pokazal, potem neko laboratorijsko opremo. V Sloveniji smo več ali manj zdaj zmožni že za integracijo takih majhnih satelitov in s tem, ko smo se naučili na zelo poceni način izdelovati satelite, komunicirati z njimi in delati aplikacije, lahko ponujamo tudi sisteme za tiste, ki bi si želeli specialne aplikacije narediti. Vse od komponente pa pol dokonča do spletnih ali pa mobilnih aplikacij. Precej smo se tudi ukvarjali s tem, da smo poskušali popularizirati to, kar počnemo. Jaz verjamem, da nas v Sloveniji še ne poznajo dovolj, ampak v svetu so nas pa že kar spoznali. ESA je že nekaj časa tako z naklonjenostjo spremlja naš razvoj in mi smo imeli srečo, da lansko leto, ko je bila 20. obletnica te konference Small Satellite Systems and Services, ki je bistveno prispevala k razvoju majhnih satelitov v Evropi, smo potem povabili iz celega sveta strokovnjake, ki so prišli iz NASA, ameriške NASA, japonske JAXE, kitajskega CSC-a in seveda ESE. Takrat so prišli tudi pomembni raziskovalci in vodje tega v Slovenijo, tako da smo takrat precej pridobili na vidnosti in na ta način, ker smo organizirali to konferenco, smo lahko predstavili naš program in naše videnje vsega tega in se s tem pomenili številnimi igralci v Evropi, pa tudi v svetu. In moram reči, da lansko leto, ko smo bili šele gostitelji te konference, letošnje leto smo pa na konferenci o majhnih satelitov v Berlinu, kjer je bilo več kot 30 držav, smo dobili prvo nagrado za naš koncept daljinskega zaznavanja z mikrosateliti. In tako mislim, da nas je svet že kar prepoznal. Moram pa reči, da še v tem tednu sem pa ravno zvedel, da smo prišli v finale na Japonskem za nove misije. Tako da med predlogi iz celega sveta smo prišli med prvih 5. Tako da bi rekel, da smo mednarodno kar dobro povezani, veliko nam tudi pomagajo predavatelji, ki so bili pred mano, da smo na nek način lahko v stiku s svetom. Zdaj pa sam še eno stvar pokazal, 2 eksperimenta, ki se mi zdi, da sta mogoče zgodovinska, nismo veliko njih govorili še sicer, ampak to, da smo že v letu 2010 in še predtem interaktivno preleteli Slovenijo v sodelovanju s Tehnično univerzo v Berlinu. Jaz sem vam pokazal in takole sliko. Tole je pogled iz vesolja, ko letimo in ko je kamera usmerjena naprej in zdaj, ko pridemo na naše območje, začnemo potem iz vesolja gledati navzdol. In kot vidite, recimo, lahko ta video prenesemo takrat, ko letimo. In mogoče boste razpoznali, kaj smo zadeli. Zadeli smo te Kvarnerske otoke, potem pa smo lahko prišli še na Gorenjsko,
opazovali let letala, Primorsko, recimo vidite Portorož z letališčem in tako naprej. No in ta video je bil pripravljen ravno zato, ker smo potem gostili to konferenco malih satelitov v Sloveniji, v Portorožu lansko leto. Druga stvar, katero verjamemo, pa je, da majhni sateliti ne samo, da tekmujejo po performancah z velikimi sateliti, ampak imajo precejšno prednost v tem, da jih lahko izstrelimo več in delajo misije, ki jih niti veliki sateliti včasih ne zmorejo. No in pri tem, ko delamo to, ko pričakujemo, da v prihodnosti bo vse več misij narejenih tudi tako, da bojo sateliti leteli v formacijah, kjer se bojo morali relativno pozicionirati, smo skupaj s švedsko vesoljsko korporacijo in OHB-em naredili eksperimente v vesolju, tudi inšpekcijo v orbiti in zdaj tole, kar vidite, kar ste prej videli na animaciji, zgornji satelit je ta manjši in spodnji je večji, izstreljen sta bila leta 2010. Gospod, ki je zraven slikan, je predsednik mednarodnega odbora našega centra odličnosti. Mi smo sodelovali pri načrtovanju teh satelitov ravno z načrtovanjem teh mikropogonskih motorjev za precizno pozicioniranje in potem smo naredili, en teden smo imeli ta dva satelita na voljo, da smo lahko eksperimente, ki smo jih načrtovali tukaj v Sloveniji, izdelali. Jaz bom samo enega pokazal, tukaj vidite, da letita dva satelita v formaciji in smo jih s Piranom poravnali. In ker smo hoteli rezultate predstaviti še potem na konferenci v Cape Townu, smo leteli do Južne Afrike in jih poravnali še enkrat. Zdaj to, kar boste videli tukaj na naslednjih slikah, je slika iz večjega satelita, slikamo manjšega in vidite tukaj tamle je območje Rte Dobre Nade, jaz mislim, da kje pa imam miško, no tukaj je Cape Town in Rte Dobre Nade, tole je ta manjši satelit, ki smo ga slikali iz večjega in to na oddaljenosti samo 10 metrov. Ta eksperiment smo potem še čez eno leto, ko smo naredili, smo ponovili nad Slovenijo, poravnali smo ga nad Piranom. Zdaj na žalost je bil tisti dan, ko je bilo vreme nad Slovenijo malo neprimerno, da bi dobro videli, zato sem tole označil z rdečo piko Piran. In zdaj mogoče tukaj zaznati, samo malo da vidim. Zdaj miško. No, tukaj je Tržaški zaliv, sam se ga skozi oblake ne vidi prav dobro, ne? In tukaj je Piran, ampak to, kar smo poskušali narediti, je poravnati ta dva satelita točno s punto v Piranu in to nam je uspelo na centimeter natančno. Pri hitrosti 7,5 km na uro smo uspeli to narediti in to je več ali manj neka demonstracija, s katero lahko nakazujemo bodoče aplikacije pri distribuiranih sistemih. Tega je lahko zelo veliko, recimo lahko bi na eni strani takle manjši satelit nosil lečo, večji detektorje, pa bi imeli lahko tak umeten teleskop. Delali smo študije, recimo, kako bi delali umetne antene in bi lahko recimo slanost morja merili bistveno bolj natančno, kot je SMOS satelit meri, če bi imeli recimo 72 majhnih satelitkov, zelo majhnih razporejenih pravilno, bi lahko potem slanost morja z večjo resolucijo merili in še velike takih aplikacij, kjer bi z distribuiranimi sistemi lahko to počeli. Ukvarjamo se, kot smo rekli, tudi z nanosateliti. Mogoče nisem najprej povedal sploh, kakšna je razlika med mikro in nanosateliti. Majhni sateliti so vsi tisti, ki so recimo manjši od 500 kg in zdaj, če so manjši kot 100, jim rečemo mikro in lažji od 10 kg, ki imajo maso obstreliti manjšo kot 10 kg, so potem nanosateliti. No in tole je en nanosatelit iz družine CubeSat, po celem svetu jih univerze uporabljajo za to, da učijo svoje študente o vesoljskih tehnologijah. No, mi smo se povezovali z Finsko, Estonijo in tako naprej in bomo v okviru enega evropskega projekta bomo čez recimo 2 leti hkrati izstrelili 50 satelitov, ki bodo potem merile določene parametre v termosferi, recimo v orbitah pod 300 km, skupaj bojo padali, mi pa bomo gor dali mikrotraster in bomo lahko v formaciji obletavali tudi ostale partnerje v tej formaciji. No, jaz bom kar s tem končal. Tukaj sam ne vidim, koliko je teh kandidatov za
za to skupino držav, ki bomo skupaj izstrelili satelite in videli boste, da je med njimi kar veliko takih, ki se na novo ukvarjajo z vesoljem, tako kot v Sloveniji. Naš satelit je nekako načrtovan tako, da bi šli v orbito blizu 600 km. Tam nekje med 550 in 800 km bi radi prišli. In to je zdaj že drugo vprašanje, kako bomo prišli gor. Ne? Na cenen način danes pridete tako, da v vesolje štopate. Ko grejo večji sateliti gor, ponavadi obstane še nekaj prostora za manjše in temu se reče piggyback launch, ne? Da se zraven postavite in vas potem, ko večji satelit dajo v njegovo orbito, potem še vas na nek način spravijo v orbito. Ne? Zdaj, kar se tiče pa teh 50 satelitov, ne, moram pa reči, da seveda vaše vprašanje meri na eno zadevo, ki se tudi pogosto pojavlja, recimo vesoljske smeti. Ne. Zdaj, obstajajo regulative, da ko si streljen v vesolje, mislim, da po 25 letih moraš iti iz nizke orbite. Ne. Te sateliti, ki jih bomo 50 izstrelili, bojo šli na orbite, ki so nižje od 300 km, kar pomeni, da si gor samo 2 meseca. Ne. Kar pomeni, da z tako nizke orbite greš relativno hitro dol. In to izgori. In to bo tudi recimo za tehnološke demonstracije verjetno ena od pomembnih orbit. Ne. Drugače pa moram reči, da smo bili že v projektih, kjer smo predlagali pa tudi naš micropropulsion, ki ga razvijamo, bi bil namenjen ravno temu, da lahko ste izstreljeni v orbito in odstranjujete smeti, kar pomeni, da se približujete drugim satelitom in jim pomagate, da pridejo iz orbite. Ne. To so tudi zdaj tehnologije, ki se zelo, mislim, o katerih veliko govorijo in počasi se tudi razvijajo tehnike, kako to narediti. In mi lahko tudi igramo v teh projektih.